Krško, zeleno Krško, si šampion. Mi smo navijači, mi vedno smo s teboj. Mi smo navijači, mi vedno smo s teboj. Ponovno skupaj smo tu se zbrali, saj naše Krško se slavi. Vsi navijači, vsi nuklearci, vsa tribuna se zbudi. Tu v dolini reke Save. Videli smo prihod obeh enajsteric in pa tudi grafični prikaz postav obeh ekip. To je bila 315. tekma nogometnega kluba Krško v drugi slovenski nogometni ligi. Pred okoli 300 gledalci je igralo Krško v zelenih dresih, Tolmin pa v rdeče-črni športni opravi. To je bilo njuno drugo srečanje med drugoligaši, kajti 4. oktobra je Krško v gosteh premagalo Tolmin s 3:1. Dejan Urbanč in Luka Pavič sta zadela. Tu pa vidimo sceno iz 5. minute, ko je prosti strel z kakšnih 25 metrov izvajal Dejan Urbanč. Ta je našel Durančiča in za las je zgrešil, oziroma domača obramba je bila na mestu. Tu pa scena iz 7. minute, znova Dejan Urbanč in gostujoči branilec Rok Fratina je naletel nanj in kot se je izkazalo, se je Dejan znova poškodoval. Po 17 krogih v drugi ligi je bilo odigranih 85 tekem, 89 strelcev in 242 golov. Od tega po 10 na obeh straneh, torej 10 igralcev Krškega in 10 igralcev Tolmina. Tu pa vidimo priložnost Durančiča znova, to je bila 14. minuta. V prvi enajsterici na obeh tekmah smo videli 8 Krčanov in 6 Tolmincev. To pa scena iz 19. minute, ko je tako streljal krški vezist Slivšek, a je gostujoči vratar Baloh to obranil. 23 igralcev je koristil gostujoči trener Kanalec na 17 tekmah, Krški pa 2 manj. Tu pa vidimo sceno iz 33. minute, ko so Krčani takole krenili proti sredini, poskušal je Žiga Jurečič, gostujoča obramba je bila na mestu, nato pa podaja v kazenski prostor, kjer se je znašel Tim Čeh, a žal grešil. Izid polčasa je bil 0:0. V 46. minuti pa odlična poteza moštva Krškega in Žige Jurečiča, ki je našel Tima Čeha. Ta pa s kakšnih 35 metrov pravi Eurogol. Drugi gol Tima Čeha na 9 tekmah za Krško. Tim je namreč posojeni igralec ljubljanske Olimpije. Krški vzdrževalec Marjan Jazbec, imenovan Gašo, je le dan pred tekmo opravil gromozansko delo, kajti igrišče je bilo razmočeno, 2-3 dni prej je močno deževalo in tekma je bila pod vprašanjem. Tu pa scena iz 54. minute, ko so Krčani pred 300-glavo množico povedli z 2:0. Na ta dan, ko je krški župan Miran Stanko praznoval 59. rojstni dan, smo videli tale drugi Eurogol Slaviše Durančiča, eden najboljših strelcev druge lige in najboljši strelec Krškega nogometnega kluba je zabil ta Eurogol.
Torej, Krško je vodilo z 2-0. Petinsedemdeseta minuta srečanja. Takole je Igor Blažinčič podal do novopečenega mladinskega reprezentanta Slovenije Aleša Kožarja. Ta pa hladnokrvno za 3-0. Desni bočni branilec Krškega, dolani še mladinski ekipi, je na svoji 10. tekmi zabil prvi gol. V 77. minuti pa najboljša scena gostov iz Tolmina z kakšnih 30 metrov, prosti strel in na mestu je bila obramba, nato pa še vratar Marko Zalokar. 5 minut pred koncem pa je 4. gol na tekmi dosegel Jure Petric. Ta krški centralni branilec je 4 dni pred to tekmo slavil svoj 24. rojstni dan in s tem golom si je sam priboril najlepše darilo. Ta Belokranjec je v krškem dresu že 5. sezono. Posneli pa smo tudi nekaj izjav akterjev te tekme. Kako ste se pripravili današnjega nasprotnika na Tolminčane in kako ste bili zadovoljni z današnjo tekmo? Na tekmo smo se pripravili tako kot na vsako drugo. Imamo nek odvisno od tekmeca ali po tega, v kakšnem stanju smo mi. Na ta način izbiramo treninge ali pa se pripravljamo, tako da nič posebnega. Vedeli pa smo, kaj lahko pričakujemo, ker Tolmin je dobra ekipa. In tako ekipno kot individualno. Čeprav je to danes tega niso vsega pokazali, ampak so vseeno dobra ekipa, tako da pripravili smo se normalno, vedeli smo, kaj lahko pričakujemo, bolj pomembno, kakšni bomo mi. Kako ste pa videli današnjo tekmo, ko ste zmagali za 4-0, torej, ko ste vi trener sedaj že 7-1 na 2 tekmah? Dobro, prva tekma bo čisto drugačna kot danes. Mislim, da smo od prve minute prevladovali, sicer se je Tolmin malo zavestno povlekel nazaj, ampak mi smo bili v svoji igri zelo dobri, kombinatorni zelo, že prvi polčas, čeprav je bil rezultat 0-0, drugi polčas pa smo dali še zelo lepe zadetke, na koncu visoko zmagali, gre pa pohvale igralcem, ki so danes bili v vseh pogledih res dobri. Kako si videl današnje nasprotnike, NK Krško? Ekipa Krškega se je pokazala kot dober nasprotnik. Igrali so dobro nogomet, bi rekel po domače, žoga po tleh. Odpirali so igro na širino in nam ustvarjali priložnosti iz strani. Prvi polčas smo se uspeli nekako obraniti. Potem pa po tem prijetem zadetku nam je nekako igra vse padlo v vodo in so nas samo še do konca smo še dotolkli, tako da je zaslužena zmaga nasprotnika, je bil tudi boljši. Kako si videl situacijo za gol? Za 1-0 za Krško, to je drugi gol, ki si ga dosegel v dresu Krškega na 10. tekmi. Ja, jaz sem se odkril za vezno linijo. Moj soigralec Žiga Jurečič me je zelo dobro videl in mi podal med igralce. Jaz sem se obrnil, pogledal, videl, da sem sam in streljal na gol in žoga je izletela. Kako ste se pripravljali na današnjega nasprotnika, na Krško? Pripravljali smo se tako, da smo vedeli smo, da nas čaka ena težka tekma, sigurno s kvalitetnim nasprotnikom. Imeli smo bilo problemov s poškodbami, z kartoni,
Tako da sigurno smo mi imeli en tak načrt taktičen, da bi tu potegnili točko, bi bil danes velik uspeh za nas. Tako da nekako tako smo tudi pristopili k tekmi, kot da smo probali igrati bolj obrambno, to smo nekako v prvem polčasu nam je nekako uspevalo, poleg nas je ta gol v drugem polčasu presekal. Moram reči, da je pač Krško bilo danes kvalitetnejši nasprotnik. Zadeli so pač z dveh takih situacij, ki so običajno na zadene bi rekel z 2 Eurogolama, tako da potem nekako smo poskušali nekako vzpostaviti ravnotežje, dobili še 2 gola. Mislim, da je rezultat sam po sebi vse pove, da je pač zaslužena zmaga Krškega. Za nas sigurno težk poraz, čaka nas v naslednjih tednih, nas čaka sigurno veliko dela. Prvo, da se ekipa nekako skompletira in da poskušamo potegniti en rezultat. Sigurno tam, da zdrs po lestvici, da je nekako da ni ugoden, ampak nekako že zelo vojni smo skupaj dali s temi igralci, tako da upam, da bomo tudi torej splavali s krize in bomo nekako speljali sezono do konca.